Dober večer vsem skupaj. Se slišimo? Živijo? Ja, živijo. Evo, ja, hvala za ponudbo. Ja, sem dobil sporočilo tvoje. Ja. Povej, pa ni problema. Ja, a boš kaj v mestu, boš kaj hodil po Ljubljani? Ja. Vej, ko ti bo odgovarjal, povej, Aha, pa bom jaz mislim, meni problem se zorganizirati. ma super, ja. Ok, ti bom povedal, ja, bom. Evo. Pa se tam tisti malo zmera, veš? Morava Se najprej zmeriti, ja, pa greva potem pogledat. Ja, pa gremo pogledat, kaj imajo, pa pa ure pa fertik. O, srce, hvala. Vidiš, kako si pomagam. Rozalija, Sem dolžen, dober večer. sem dolžnik. Oh, ne. Ja. Evo nas, lepo, čakaj, tle je že nekdo nekaj napisal. Pozdrav vsem, Maja, ja, evo, vsem dober večer. Dobrodošli danes, ja. Prav fajn. No, evo, prejšnji teden smo prejeli obvestilo ene naše članice, ki nam je dala eno krasno besedilo. Jaz sem si to besedilo pripravil, napisal in je rekla, da bi bilo fajn, da bi to prebral, pa da bi predebatirali, in seveda to je ta prvi del nocojšnjega našega 14. torkovega večera. 14. torkov večer. No, wow. Cifre kar grejo. In kako se zavestno odpovedati vlogi žrtve. Upam, da je Tanja z nami. Srčna hvala za to izkušnjo, za to besedilo. Jaz bom potem, ko še kakšno minuto počakamo, da se zberemo na Zoomu, to prebral, pa bomo skušali to malo vsak z svojega zornega kota predebatirati, ker danes je dejansko to velik problem. Ko se človek počuti kot žrtev, se marsikaj dogaja v njegovi notranjosti, v srcu, v duši, v želodcu, v glavi. In to manifestiramo potem tudi navzven, ne? In so potem tudi naše dejanja temu prikladna. Tako da. Dobro, če se strinjate, potem bi jaz, če mi pokimate tako, v redu, super, bom jaz to prebral, hvala lepa, ja. Bom tole prebral in bomo skušali pol kakšno besedo okrog tega čist po domače povedati. Najboljše se je po domač pogovarjati. No, takole, lejte, je ona to lepo zapisala. Če želimo občutiti resnično svobodo in osebno moč, se moramo najprej zavestno odpovedati vlogi žrtve. Šele ko prejmemo odgovornost za svoje življenje in svoje izkušnje, namreč dobimo nazaj svojo resnično notranjo moč, ki jo, dokler vztrajamo v vlogi žrtve, nezavedno predajamo drugim. Dokler krivimo in obtožujemo druge, smo namreč ujeti v nemoč, saj smo prepričani, da na situacije in dogodke sami nimamo vpliva. In to nas pahne v navidezno odvisnost od drugih, s čimer izgubljamo svojo lastno svobodo in svojo lastno vrednost. Gledano z energijskega vidika nam vloga žrtve močno blokira pretok v energijskih centrih osebne moči, kar nam onemogoča manifestacijo drugačne realnosti. Naša moč in energija odtekata drugam, namesto da bi jo uporabili ustvarjalno ter uresničili svoje potenciale in srčne želje. Pomanjkanje energije nas podzavestno vodi v to, da začnemo energijo in moč prej ali slej črpati od drugih, čemur pravimo tudi energijski vampirizem.
Zavedati se moramo, da imamo življenje prav vsi. Svoje izzive, vendar nam je obenem dana tudi moč, da jih premagamo, če smo le pripravljeni sprejeti svoj delež odgovornosti za svoje izkušnje, si priznati lastne pomanjkljivosti, ne da bi se zaradi tega obsojali in aktivno iskali ustrezne rešitve. Čeprav se nam včasih zdi, da je življenje krivično in da nimamo druge izbire, je to daleč od resnice. Res pa je, da ima vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, svoje posledice. Ne glede na to, ali jih mi doživljamo kot pozitivne ali kot negativne. In tudi te je v končni fazi treba sprejeti kot del naše izkušnje, ki nam pomaga bolje razumeti tako sebe kot svet, v katerem živimo. To so njene misli, njene izkušnje, to nam je posredovala. In vloga žrtev in kako se odpovedati vloge žrtve mi je nocojšnji pogovor. In moje vprašanje, bom začel kar pri sebi, da ne bom, kdaj se človek počuti v vlogi žrtve? Če te policaj na cesti ustavi, ali pa če te žena krega, ali pa nekaj narediš dobro, ali pa recimo otrok v šoli, ki ne zna, pa dobi slabo oceno, ali pa ga učitelj vpraša ravno tisti, ki ne zna, pa se je veliko učil. Pa zakaj me je ravno to vprašal? Ne? En kup stvari skozi naše življenje se nabere, ena kaseta, en set, ena omara stvari. In potem, ko v življenju, ko odraščamo, se nam potem to ponavljajo, te stvari in krepijo in tako postajamo na nek način ljudje, ki mislimo, da smo v vlogi žrtve, pa temu sploh ni tako. To je vse samo v glavi, je samo misel. Jaz sem sebe zalotil mnogokrat, predvsem v tistem trenutku, recimo, ko sem naredil svoj življenjski korak, in mi je bilo rečeno, zdaj boš pa ti videl. In jaz gledam, kaj bom videl, mislim, zakaj se ne smem za svoje življenje sam odločati. In sem lepo živel svoje življenje. Ampak potem sem res videl, potem so pa začele stvari prihajati, sem pa rekel, čak malo. A je zdaj moje življenje na žrtvenem oltarju zaradi moje osebne odločitve, ker sem se jaz tako odločil, ker jaz tako želim, ker želim živeti malo drugače, oziroma prej sem bil pač tam, zdaj sem tle in zdaj to kaj, koga to moti moje življenje, koga moti. Ampak res, drugi ljudje so se začeli z mojim življenjem ukvarjati, pa z mojimi otroci, pa z mojo ženo in jaz sem se res počutil v vlogi žrtve. Sem rekel, pa kaj se ti ljudje name spremljajo, vse nobenemu nič nočem, ne. In ko začnem tako pri sebi in gledam svojo perspektivo, sem dolgo let rabil, da sem dojel, da sem jaz kriv zato, ker si to jemljem k srcu. Sem jaz kriv zato, ker s tem spim, ker ta nahrbtnik nosim in je postal vedno težji, vedno večji. In vsako situacijo, ki sem jo gledal, sem rekel, wow, to je pa zdaj, sem z budnimi očmi sem spal, a ne. A veste, kako me je to bolelo? To so bile travme in potem v nekem trenutku sem si rekel, mislim, da me je prebudilo, se vi spomnite, ki je bil še nadškof Šuštar, tukaj v Ljubljani je bil še nadškof, pokojni doktor Šuštar. No, zanimivo o njem je, da ko sem bil še študent, smo imeli pri njem intervju, Grega Repovž, jaz pa še en njegov prijatelj, ki je tudi urednik na Delu. Takrat so bili to mulci, ki sem jih verouk učil tu pri frančiškanih, jaz sem bil pater, pač zdajšnji urednik Mladine, Grega Repovž je hodil v srednjo šolo, pa ne spomnim se točno, kako me je bilo ime. No, in smo naredili intervju pri nadškofu Šuštarju, ona dva sta bila srednješolca, so naredili časopis za ta intervju. In tisti intervju je bil strani policije zasežen, prišli so v šolo, so šolsko glasilo z intervjujem vred zaplenili in odnesli. In tako smo se nekako seveda tudi povezali, ker ta bolečina
nas je vse povezala in smo se vsi počutili žrtve. Jaz, ki sem zorganiziral pri Nadškofu ta intervju in sem bil tam prisoten, to poslušal, tudi pri časopisu sem sodeloval, kakor sem lahko kot pater mentor, a ne. Oni so to naredili in pol to policija zaseže. Šus. Pa druga stvar, čez nekaj let sem jaz se poročil in je bil še zmeraj Nadškof Šuštar. In brez moje vednosti mu je žena pisala in on je napisal potem eno pismo nam, zelo lepo je napisal, ampak je napisal: vaša odločitev, pa mi bomo za vas molili. Se pravi, in jaz izberem. Sem rekel, vaša odločitev, to. In potem sem vzel to kot, saj sem se jaz to odločil, kaj pa imam jaz s temi ljudmi? Malo sem bil besen na Eveljano, ki je šla škofu pisati, ker to je v bistvu moja stvar, ne njena. Ampak ženske, veste, ženske imajo neko svojo varianto in to se mi je potem vleklo do tistega trenutka, ko sem to pismo prebral. Seveda je to trajalo in sem rekel, to je moj problem. Zdaj pa, če jaz dam ta problem stran, tega problema več ni. In tako sem začel potem te stvari v življenju čistiti, dokler nisem prišel v situacijo, ko karkoli se zunaj mene dogaja, vidim kot objektivno stvar, tega ne vzamem več, ne mentalno, ne čustveno, skušam objektivno razumeti, pojasniti, povedati, zdaj to razumem in gremo naprej. Ampak to, kar se dogaja pa zadnja 4 leta, je pa masa enih dogodkov, to se v več plasteh dogaja, ne? In tukaj so nas zasuli z nekimi informacijami, ampak ne, da bi se počutil v vlogi žrtve, ampak skušam razumeti, najdeti recimo neko rešitev in iti naprej na drugi korak. Ne? In to bomo imeli potem v nadaljevanju divide et impera. Samo nakažem, v računalniškem pojmovanju, zato sem se jaz to naučil tako dobro reševati, v računalniškem pojmovanju divide et impera pomeni, ko nastane velik problem, se ga začne secirati na zelo majčkene probleme in potem v nekem trenutku prideš do napake, do errorja, ki ti povzroča celoten programski problem. In ko tisto majhno napako odpraviš, začne program funkcionirati brez napake. Ali pa brez tiste napake, ki si jo opazil vsaj. Ne? In tako je v življenju. Jaz tudi razdelim stvari na več majhnih stvari, odkljukam, to je zdaj rešeno in za mene so stvari rešene, rešitev imam in gremo naprej. In zdaj ne nosim več s seboj teh bremen. In ta ustvarjalna pot, srce je veliko lažje, glava je lažja, spim lepše in ta, bom rekel, alfa stanje v budnem procesu, ki ti daje srečo, ki ti daje življenje, človeka tudi zdravi na nek način. Ne? In potem zmoreš veliko več del. Nadčloveške stvari lahko narediš s to energijo, zato ker te ne zadam pa dol. Ne? Srce ni težko, glava ni težka. Dobro, pridejo včasih fizičen, bom rekel, utrujenost ali pa take stvari. Zdaj, jaz sem povedal, kako vloga je žrtve, kako se ji odpovedati, kako sem jaz to rešil. Zdaj pa vas vprašam, po tem uvodu mojem, oprostite, ker sem bil malo daljši, ne? Vas vprašam, kakšne izkušnje imate vi, pa vsaj mogoče eno izkušnjo, ko ste se počutili kot žrtev, ali pa da ste zadevo rešili, pa da ste se počutili fino, to zadevo smo rešili, zdaj pa nisem več žrtev ali pa nisem več v problemu, gremo naprej, se dobro počutim. Imate takšne izkušnje, recimo, da ste sami to rešili ali pa v pogovoru ali z nasvetom, vse en, važno, da se to reši. Ne? Pridi bližji, Viljana, pridi. Čakaj, bi si jaz dal en drug stavček. Vredu je. Bom jaz tebe malo takole, mogoče takole te malo zraven postavil, zraven sebe, tako, evo. No, prosim, z besedo na dan, kar se tiče vloge žrtve in teh bolečin srčnih in te notranje moči, ki jo človek mora imeti, ali to dela z molitvijo, ali dela z... Izvolite, no, vse imate kakšno idejo.
No, če izkušnjo. dovoliš, bi mogoče glede na to, da si že tudi povedal, bom še jaz povedala, glede žrtve. Ja, evo, izvoli. Ja, No, daj. res je to, kar si povedal. Kadar smo v vlogi žrtve, smo zelo nemočni. In tista nemoč nam prinaša še dodatne probleme. In tonemo, namesto navzgor v radost, navzdol v trpljenje, bolezni in končno tudi v smrt. In ko se človek zave, da je 100% odgovoren za svoje misli, za svoje čustva, za svoje besede, za svoje dejanja, potem v svoje dobro spremeni misli, besede in tudi dejanja. Jaz sem bila tudi predolgo žrtev. Le kaj sem narobe naredila, ker sem se poročila in zaljubila v čudovitega Mihaela. In ker to ljudje niso pač sprejeli z ljubeznijo, sem se jaz spraševala, kaj bi jaz mogla narediti, kaj sem jaz narobe naredila, zakaj me ljudje sedaj obsojajo. In jaz sem bila namesto najbolj srečna žena, sem dobila občutek žrtve, krivde in nisem mogla iz te kože ven. Zelo dolgo ne. Dokler ni bilo že tako očitno, že tako boleče, da sem končno dojela, da je pot iz tega mojega občutka pot, da drugim dovolim, da mislijo, delajo, govorijo, čutijo, kar pač čutijo, in da jaz imam svoj zid pred njimi, oziroma brezpogojno ljubezen, jaz temu rečem, in da se zavem, da je moja dolžnost, da ljubim bližnje, tudi Mihaela, ne glede na to, tudi če se najina prepričanja niso vedno ujemala, ker on je prišel iz druge kulture, iz drugega življenja načina, jaz sem prišla iz sveta. Drug svet, to je Ja, to je velika razlika. To je, a veš, ko prideš iz rožnega venca, pa na kolenih, pa v cerkvi mantraš, ne, Sveta Marija, zdrava Marija. In potem ti kakšna mamica pride pa reče, gospod, kako ste lepo molil, a ne, jaz bom tisto ponavljal, pa Sveta Maša je bila fajn, pa vse, pa pridem pa k ženi in pol dobim drugega komandanta. Prej sem imel Kristusa na križu, a ne, ki je dal mir lepo v sobi, pa pridem pa domov v sobo, pa imam živega Kristusa, ki mi skozi nagaja. Ne, jaz te nisem nagajala, jaz sem ti vedno govorila, da imamo pač obveznosti do tekočega življenja, ker v cerkvi seveda si bil preskrbljen, so zate skrbele nune in vodstvo cerkve, a ne. Jaz pa kot žena z majhnimi otroci, nekaj časa sem zmogla vsa bremena, kasneje je bilo pa treba pogledati resnici v oči in sem se vrnila spet med delovno ljudstvo, a ne. In hočem to povedati, da modrost vseh nas je samo ta, da vse karkoli se nam že dogaja v življenju, da to sprejmemo z ljubeznijo in da nobenega ne obsojamo. To sem se jaz naučila. In da se zahvaljujemo za vse dane preizkušnje, teste, dogodke. Danes sem prav napisala svoji hčeri zahvalno pismo in sem se zahvaljevala za vse teste, ki mi jih je ona naredila, ki mi jih še vedno daje. In ko se zahvaljujemo, nismo več v vlogi žrtve, smo v vlogi blagoslavljanja in to nam daje moč. In to nas tudi usrečuje. Zato vam toplo predlagam, napišite si vsak dan en velik seznam, zakaj se lahko zahvalite ta dan. Za sonce, tudi za dež, za veter, za nove predpise, za velike stroške. Zahvaljevanje vam odpira vrata za neverjetno moč, s katero lahko začnete spremembo delati. Ne da si zavedamo, se spremembe začnejo dogajati, ko smo pripravljeni
res vse sprejeti s to brezpogojno ljubeznijo. Jaz to vidim pri sebi, da odkar se zahvaljujem za vse te moje res težke preizkušnje, ne vem, kako sem jih zdržala, ampak ko se zdaj zavestno zahvaljujem, kako me to osvobaja, osrečuje, mi vliva modrost, dodatno radost življenja in kako sem zaščitena pred vsako zlo silo izven moje radosti. Ker se na en način kar odbije. A veste, kot da si v enem ščitu te brezpogojne ljubezni in lahko opazuješ, in tudi če te kaj vznemiri, lahko to hitro razrešiš, samo zahvala se, si rečeš, no, moj Bog, ali jaz ne vem, kaj delam, ali nekdo drug ne ve, kaj dela, in se vzpostavi ravnotežje. Ker to ravnotežje je nujno v teh časih. Zato toplo priporočam, ne biti nikoli več žrtev. Nikoli več. Ker žrtve, so nemočni in drugi gospodujejo nad žrtvijo. Jih tepejo, jih posiljujejo in kradejo. Ko ste pa vi močni, ko se dvignete iznad vseh teh zemeljskih, v narekovaju, neumnosti, v tistem trenutku ste vi tisti, ki blagoslavljate, vi ste tisti, ki se lahko tudi odmaknete z dostojanstvom, z ljubeznijo, vi ste tisti, ki izbirate s kom, kdaj in kako boste preživeli svoj čas, vi ste tisti, ki darujete, ko vi želite in ste svoj gospodar, suvereni ste. In lahko rečete ne v huju, lahko rečete ne predpisam, lahko rečete ne zdravnikom, ne bacilom, ne bakterijam, ne virusom in živite svoje življenje. In to je ta suverenost, ki nam jo daje to, da nismo več žrtve. No, to bi jaz povedala. Jaz se res zahvaljujem Mihajlu za to čudovito temo, ki jo je danes odprl, in mislim, da vsi moramo še bolj zavestno se zavedati, kdo smo, da smo Božji otroci, da smo otroci ljubezni in radosti, ker smo se mi tako odločili. To nam nihče ne more vzeti. Nihče. Niti ne pomanjkanje, niti ne preganjanje, niti ne laži, niti ne krivične sodbe, niti ne slabo vreme, niti ne bolezni, nič. Ker zahvala je iznad vsega. To je najvišja vibracija. In tukaj bi jaz končala danes in se zahvaljujem Mihajlu, da mi da možnost, da to podelim s vami. Rada vas imam. To je, kar si povedala tako lepo. Kam zdaj bežiš? Ja, a nisva fajn skupaj? A moraš kuhati, ali kaj? Moram je torto kupiti. A je to pa lepetno. Potem pa, ja, kaj jutri praznujemo? Jutri praznujemo Ja. dan brezpogojne ljubezni. Včasih je bil to dan Republike. Jaz sem na dan Republike leta 1988 naredila prvo zelo dobro odločitev, ko sem se odločila za ljubezen brezpogojno. Leta 1989 sem pa na ta dan, ko je bila še dan Republike, rodila prvega sina. In jutri praznujemo. In jutri praznujemo Rojstni dan brezpogojne ljubezni, ker ta otrok je mene tudi veliko naučil. Mami, bodi ljubezen. In sem ljubezen in se veselim in tako. Hvala lepa, pa lep večer še naprej. No, pojdi urediti. No, hvala, Ivilijana, srčna hvala za te tvoje izkušnje, besede, globoke besede, izkušnje iskrenega srca. In jaz se strinjam, kar je povedala, ker sem pri vsem tem procesu, odkar sva skupaj, doživljal tudi sam travme, kako je to šlo vse skozi, ne. Ampak zdaj bi dal mogoče besedo vam, da poveste iz svojih izkušenj kakšno zgodbo, prosim. A je to toliko težka tema, a je toliko boleča, ali je... Težko je o tem govoriti, ne? O vlogi žrtve. Noben človek ni rad v vlogi žrtve.
Ne, moraš biti v vlogi, če se ti pojavljajo problemi, potem so zato, tukaj zato, da jih rešuješ. Ne, da jih peštaš, umetaš pod preprogo, čustvuješ, ne vem kaj. Problemi so zato, da jih rešuješ. Ne. Je odvisno, mislim, Če vzameš to kot problem, lahko pa vzameš kot izziv, lahko vzameš kot nekaj drugega, ne? Ja, no, evo, recimo, jaz se lahko zahvalim, da je tebi fant na vratih propadel, pa da ti lahko pridem pomagati, pa sem bo spet videl, ker sem mi včeraj eno uslugo ogromno naredil, ne. Jaz sem imel problem, da ga imaš ti, pa lahko rešimo, evo. Ja, je bilo zabavno, z obeh strani zabavno. Pogledaš, ne, na zadeve. Ja, lahko bi se ti žrtev igral, pa jaz, ampak ljudje smo tukaj zato, pa zato smo društvo. Ja. Premal, dobro, Zoom, ok, ta Zoom, ne, ampak zdaj težava pri teh organizacijah je, jaz bi rekel, ta divide et impera, ne, mislim, to, kar nam počnejo, ko pridejo ljudje noter z namenom, ne zato, da bi se družili, ampak da bi nas razdružili, ker prihajajo takšni in potem se moraš s tem ukvarjati, ne, in seveda je treba vzeti akcijo in zadevo takoj odkljukati, ampak za to odkljukanje vzame ne samo tekočo energijo, ampak trojno energijo, ker je prvič problem, drugič je mnenje ljudi, potem mediji, potem razne stvari, ki nastajajo, ne, to, kar sva midva tudi včeraj Boris reševala, a ne, en kup stvari, ki ti en človek, recimo, no, jaz bom konkretno rekel, en uradnik, ki se je z njim Boris dopisoval, je obvestil tam zraven še 13-14 ljudi in potem ti ljudje dobijo svoje mnenje in tukaj tudi pride član in začne klicati naše člane in potem seveda lahko bi to si vzel kot žrtev, lahko pa rečeš, počak mal, bomo mi to zadevo takoj sanirali. Vse to je problem tega tipa, ki je not prišel, ki je bil poslan ali je bil plačan ali je tak značaj, se ne moreš takoj vedeti, ne. Saj tudi v družino, v več družinah recimo, ali pa v službah ali podjetjih se najde nekdo, ki je povezovalen, nekdo, ki je, ne vem, razdruževalen, nekdo, ki ima svojo računico pa preko drugih pleza, prek živih teles. Vse sorte imamo v življenju, ne, zato vloga žrtve, ko se postaviš v to, ni dobro, lahko se postaviš v vlogo zmagovalca in rečeš, kaj pa ti sploh hočeš, človek, ne. Kaj delaš tukaj, kakšen je tvoj namen? Jaz sem enkrat eni sodnici napisal, mi je poslala vabilo na sodišče, pa gledam odkot, kar strela z jasnega, kar na sodišče, pa sem ji napisal, da če me rabi, naj pride ona k meni. Zdaj si vi predstavljajte, dobiš vabilo od sodišča, jaz se vsedem in napišem, gospa, če me rabite, sem tukaj na tem naslovu, vas vabim, oglasite se k meni. Jaz ne vem, kaj vi mene vabite, če me rabite, sem tukaj. In ni bilo več odgovora. A veste, če bi se postavil pa zdaj jaz v vlogo žrtve, pa nekega obtoženca, pa nek strah, pa kaj se še to dogaja, pa nek tihi pristanek, o tem tihem pristanku smo tudi že veliko govorili, pa ne vem, kaj še se, ubogljivost, pridnost, kaj bi še lahko dali po to, programiranost, da moraš vse narediti, kar ti drugi rečejo, bla, 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 bla. Ne, najprej razmislim, kaj je to, včasih človek pričakuje, to so druge stvari, ali pa če daš ti, pa rešuješ stvari, ampak če ti tako strela z jasnega pride, pa rečeš, počak mal, kaj pa je zdaj to, če me kdo rabi, tukaj sem, če bom pa jaz rabil, bom pa jaz prišel, če se kdo ponudi, bom rekel, ja, ok, ali pa bom rekel, ne, ok, in tako naprej, in to so stvari, ki so čisto vsakdanjega življenja vzete, ne. Velikokrat se recimo otroci se počutijo žrtve, recimo smo imeli zadnjič en primer v šoli. Glejte, je ena mamica povedala, da je otrok zbolel doma, pa ne ve, kaj je. Sem rekel, ja, pogovorite se, gospa, z njim, ne, in se je pogovorila. In kaj je bilo? Otrok je zbolel, ker ni hotel v šolo, zaradi tega, ker je pri matematiki najprej pisal cvek, potem je bil vprašan, govorim po spominu, pa
je dobil neko oceno malo manj kot 5, no 4, ampak ni bil s tem zadovoljen in potem se je še enkrat javil, pa je še enkrat cvek dobil, pa je dobil tako, pa cvek, pa 5, pa cvek, pa 5, na koncu je mu pa cvek noter zaključila, ne. Ista učiteljica, isto znanje, enkrat 5, enkrat cvek. Zdaj jaz se vprašam, a je ta učiteljica ima kaj čustev, ima kaj pameti pri sebi, ker s tem, ko otroku to naredi, v najbolj občutljivem obdobju, tam med 9 in 12, 13 letom, mu pokvari vse življenje. Temu otroku, a veste, če tak psihopat učiteljski pride in to počne z dušo otroka, tak otrok zasovraži najprej, ker je učiteljica ženske, zasovraži šolo, zasovraži učenje, zboli doma, večno mu ostane ta pečat. In to so take na videz nepomembne stvari, ena ocena, ja pa kaj bo rekel starš, imajo svoje starši probleme, pa dobro, ne. Ampak v duši noter se je otrok počutil žrtev. In tudi je bil, ker ga je učiteljica namensko manipulirala, zato ker on je v cvetu razvoja, on je nepopisana knjiga, to je otrok, ki srka okolico, ki moraš biti zelo previden, mehek, sočuten, razumljiv, mu pomagati, mu pojasniti, zato je učitelj tam, ne pa da tolče po njem cvek 5, pa zaključi cvek. Mislim, in to so zelo, zelo hude stvari in take stvari je treba seveda takoj sankcionirati, ker to je mučenje otroka. Tako učiteljico je treba nujno odpustiti, nima kaj delati v šoli. To je psihopat. Ali pa je s svojim življenjem tako nezadovoljna, ali pa je sama doživljala kot otrok te stvari in prenaša naprej. Vendarle bi mogel nekdo pri vzgoji in v šoli zdajle 700 učiteljev je pisalo, kakšne psihološke probleme imajo zdajle v slovenskem šolstvu. Zelo velike. Ne vem, kakšne imate vi izkušnje, imate pri vnukih, otrocih, pri prijateljih, kaj se dogaja, da se na otroke spravljajo in potem, kot da še to ni dovolj, razdira država. Se ima za več kot za starša. Starši smo samo še ena finančna vreča, ki plačujemo to storitev, to vzgaja nam pa otroke država. Ne? To nikamor ne pelje, da starš nima več besede, ne za cepljenje, ne za zdravstvo, ne za šolo, ne za nič. Samo še plačuj ta tečaj, to, on izlet, tist. Otroci so pa s čist drugimi ljudmi in z drugo vzgojo in z drugo miselnostjo, drug mindset. Družina je čist kot osnovna celica družbe izgubila pomen in to razdirajo, zaradi tega, ker tle je največja moč zdrave družbe. Če je družina zdrava, pa so zdravi odnosi, pride zdrav otrok, pride zdrav odnos, se vse drugače odvija. Zadnjič sem razmišljal, sem se ozrl v Državni zbor, koliko žensk in koliko politikov je v Državnem zboru poročenih. In oni bojo nam zakonik družinski dajali. Isto sem se jaz počutil, ker sem s prižnice govoril in sem se obnašal, kot da imam otroke in sem kot župnik govoril, zdaj morate pa to, pa morate tisto, pa to je narobe, pa sem se obnašal, kot da sem jaz starš tistih otrok, ki k verouku hodijo. Ampak jaz to danes vem, takrat tega niti nisem se zavedal, ne. In to je moč besede, vse se po besedi ustvarja. In tako se deli, problemi jih deliš, a ne, malo na otroka, malo na starša, malo na vero, malo na dogmo. In največji problem seveda je tu skozi zgodovino nastaja. Velik, velik problem. Boris, to si tako lepo povedal, hvala. Res. Kar, če imaš še kakšno drugo stvar, ali pa če bi kdo, a ne, recimo tukaj pravi Maja, jaz si vedno mislim, da sem obkrožena z ogledali in kar mi govorijo, mislim, da govorijo o sebi. Ja, lepa misel, hvala Maja. Tole je, ja, fajn, ja.
ogledalo, seveda. Tudi ko z drugim pokažeš tako, evo, so 3 prsti obrnjeni proti meni, en pa proti vam, ne, ko z drugim takole kažeš. Že tle je ena taka modrost in skrivnost. Blanka, Lahko kaj bi... jaz? Ja, lahko, izvoli. Ja, Tanja. Tanja, Ja, no, moja izkušnja z vlogo žrtve je taka, da je bil izstop iz vloge žrtve zame en precej dolgotrajen proces. Ko sem se v eni točki svojega življenja sesula in razletela, ni bilo nobenega, ki bi prišel me pometel na smetišnico, pa me sestavil nazaj. In to je bilo, bi rekla, sreča v nesreči, da ni bilo nobenega, ker sem bila prisiljena takrat vase se ozreti in ugotoviti, da sem sama svoj ječar. Zato, ker sem prinesla iz svojega otroštva že neke preživitvene vzorce, ki več niso delovali. In sem se najprej morala soočati s svojo preteklostjo in tam, kjer so se te vzorci tvorili, začeti. Seveda začeti pri sebi, ne. Ni bilo tisto, ker sem vse predolg časa mislila, da moram svet pa ljudi druge na svoj kopit nabijati, zato da se bom jaz dobro počutila. Vzorec, ki sem ga imela še iz otroštva, je bil tisti, mi je največ škode delal, ker sem mislila, da mora ljubezen pa sprejemanje pa to priti od zunaj, iz zunanjega sveta, ker takrat se nisem zavedala, da jaz odločam, kakšen je svet, ne odloča svet, kakšen je zame, a ne, ampak je obratno. Tako da sem se s tem začela res intenzivno ukvarjati, ampak seveda, da sem začela sploh vase gledati in iskati pri sebi tiste vzroke za mojo nesrečnost, sem se pa najprej morala sesuti. Kakšni pravijo, je treba pasti na dno, da se lahko od nečesa odrineš navzgor, a ne. In dokler sem jaz sebe, tako bi rekla, gledala stran, pa tako seveda sem bila žrtev, kaj pa moram, saj so drugi, so močnejši od mene, pa ne vem, kaj še vse, a ne, in ni bilo v redu. Nisem si pustila pasti na dno. Koliko pa enkrat več, ko je zmanjkalo vseh teh bergel, a ne, sem se pa končno razletela. In to je bilo zame res zelo dobro. Ampak je bil pa to proces, ker sem v procesu odraščanja razvijala te nedelujoče vzorce, seveda sem jih morala v procesu svojega okrevanja, zdravljenja od tega, a ne, tudi je bil potreben proces in to sem kar dolg časa rabila, ampak mi ni žal tega časa, zaradi tega, ker zdaj lahko rečem, da sem že osvobojena, da sem se osvobodila, ker sem pri sebi počistila tisto, kar so bile smeti, a ne, in mi niso pustile dihati. Tako da res seveda, morala sem biti tudi, jaz temu rečem, brutalno iskrena do sebe. Brez iskrenosti, a ne, brez resnice se ne da nikamor priti. Seveda je pa tisto, a ne, tisti moj lažni jaz ego pa ni hotel, a ne, nič slišati o tem, zato pravim brutalno iskrena do sebe, ker takrat, kadar sem res si priznala, da je pri meni vzrok za nesrečnost, ne pa, da mi nekdo nekaj dela, a ne, ker sem začela opažati, kadar mi je nekdo nekaj rekel, pa je mene zabolelo. To se pravi, do zunaj so samo puščice, ostrostrelci oziroma lokostrelci, ki merijo, in moj ego seveda je bil tako velik, da je bil lahka tarča. Ker je bil tako velik in sem začela pol s tem, da sem njega začela zmanjševati tako, da sem bila brutalno iskrena do sebe in da sem si priznala,
da ni tisti, ki je ustrelil vame, pa je mene zabolel kriv. Nisem se več ukvarjala z lokostrelcem, a ne, niti s kakšne kakovosti puščice je bila tarča pri meni zadeta, mene je bolel, a ne. In to je bilo tisto, ne, ker včasih bi se seveda nad tistim jezila in kakšen da je, pa pol to prenesla na cel svet, pa seveda, in potem evo ti vloge žrtve, a ne. Krivično življenje, krivičen svet, noben me ne mara, noben me ne sliši, ne vidi in tako naprej. Ampak jaz sebe nisem videla. In to, ko sebe nisem videla, ko sem to ugotovila, da jaz moram sebe videti, sebe v bistvu najdeti, ker v meni so vzroki, a ne, za nesrečnost, sem šele začela se res osvobajati, ne. Tako da ni tlele nekaj, seveda, in s tisto mojo iskrenostjo do sebe, ko sem rekla, sej, a ne, tale me pa grdo gleda, ne zato, ker mu jaz kao nisem nič naredila, ampak zaradi tega, ker je siguren, nekaj je bilo, a ne, in sem se začela vprašati, s čim sem jaz tako obnašanje do mene iz tega človeka potegnila. Ker ljudje se odzivamo na ljudi, a ne, odzivamo. In če je ta odziv negativen in neprijeten, se moram jaz vprašati, zakaj se nekdo tako odziva name. In pa sem seveda, pa je pa tista brutalna iskrenost prišla, ne, ko sem si rekla, pa saj sem bila jaz tista, ki sem bila nadležna, a ne. Saj sem bila jaz tista, ki sem se obešala, pričakvala od nekoga, da mi da, česar še zraven nima, kaj šele, da bi lahko dal, a ne. In tako. Tako da sem jaz morala v sebi to obilje ustvariti. Da se, ko sem jaz začela biti zadovoljna s tem, kar imam, in nisem zahtevala, da mi more nekdo moje manjke od odzunaj filati pa pokrivati, a ne, sem šele prišla na okus, kaj pomeni biti svoboden, a ne. Tako da s to vlogo žrtve, ko sem si priznavala stvari in ko sem videla, ja, seveda sem jih po nosu dobila. Jaz sem raziskala, s kakšnim vedenjem sem jaz potegnila tisto agresijo iz drugega človeka, a ne. Naj bo to verbalna ali pa čustvena, saj ni važno, ali pa fizična še celo, no, to fizično ni bilo, ne, ampak je bilo pa verbalne pa čustvene kar precej, ne. Zelo lepo si povedala tole obilje, zdaj imaš lahko obilje tega občutka, ne, žrtve, lahko si obilna žrtev, lahko si pa tudi obilno osvobojena od tega, kot si tak lep izraz slovenski obilje si pridala, se pravi, k tej zgodbi, ki veliko pove, ne. Ja, tako, ja. Razna imena teh puščic, obilja puščic, ki so prihajale, ne. Ja. Obilje te obrambe, ker rečeš, vse to pa ni moje, a ne, hvala lepa. Bom jaz sebe postavila na prvo mesto, ne pa puščice oziroma to, kar se k meni, ker ljudje to potem smo kar spravljali, a ne, v ta nahrbtnik. To boli. Ja, seveda, jaz sem prišla pač, a ne, se pravi, moj ego je bil toliko ranjen, duša ni nikoli ranjena. Če je kaj ranjeno, je vedno ego. To sem pri sebi ugotovila, to je moja izkušnja, to nisem prebrala nekje, pa da zdaj prosim neke take reči okrog, a ne. Jaz vse samo iz svojih izkušenj govorim, ker zdaj jih imam že toliko, da mi ni treba citirati nikogar, niti nič, a ne. Tako da je res to obilje zelo pomembno, samo tega obilja si jaz nisem mogla pridobiti kar čez noč, ne. Sem jaz to zvedela ali pa slišala koga, da je to rekel, a ne, in tako naprej, se nisem mogla takoj v to postaviti. Jaz sem morala to ustvariti, ne. In to je tisto, zato sem rekla, ne, dejanja štejejo, ne, besede so samo smerokazi. Ja,
Torej jaz bi si ti še enkrat pred vsemi člani in vsemi, ki so nocoj z nami in tudi, ki nas bodo kasneje poslušali, bom jaz del te vsebine seveda tudi dal pod ta video posnetek, ko bo na voljo za to tvojo čudovito stvar. Resnično, če človek želi svobodno živeti, ne, mora najti to osebno moč in se osvoboditi te vloge žrtve, odpovedati se mora tej teatrski vlogi, ne? Lahko si nekaj časa na odru, ampak pol prej ali slej prideš v resnično življenje. V resničnem življenju pa ne moreš kar naprej žrtve igrati. Ker potem to potegneš s sabo še marsikaj. Poslušal sem, veš, Tanja, sem poslušal, mislim, da včeraj ali prečerajšnji, ne vem, tako hitro mi dnevi tečejo, en govor, kjer je en gospod rekel, sicer jaz to poznam, vem, ampak mi je spet prebudil, vse si kreiramo z mislimi. Ja, in je rekel, glejte, povedal vam bom skrivnost. To, kar mislite, to ste. To, kar mislite, se vam bo zgodilo. Tako, kakor si kreirate prihodnost, takšno prihodnost boste imeli. In rekel, tukaj sem in dokler mi kdo ne dokaže, da je temu obratno, toliko časa bom jaz trdil to, ker imam lastne izkušnje. Ne? In je rekel bolj čist preprosto stvar. Vlezite se, zaprite oči in si predstavljajte, da ste najboljši nogometaš in žonglirajte z žogo. Ne? Prej ali slej se vam bo začelo dogajati, da vam bodo začela prihajati poročila o fuzbalu, da boste začeli športnike srečevati, da se bo nekje žoga pojavila ali bo en otrok, ki mu bo se žogo kupil. Vse se vam bo okoli žoge začelo dogajati. Rekel, ali pa se vam zgodi, da v nekem trenutku razmišljate o enem človeku in vam po telefonu pozvoni in ta človek je zdaj, čak, kako pa zdaj, ne, se sem glih kar o njem pomislil, zdaj mi je pa pozvonil, ne. Namreč, mi smo kvantna bitja, mi smo vsi povezani v etru. In ko o nekom razmišljaš, on to čuti, da se tega ne zavedamo, ker nam je nekje to s temi materialnim obiljem, ne, z obiljem informacij in dezinformacij in nekih vsiljenih norm, kulture in ne vem česa, spreminjanj nenehnih sprememb, ki so zelo moteče in ne moreš ti zase delati, ampak urejaš stvari, ki so spremenjene in so spremenjene namensko, samo zato, da nas disorganizirajo v duši. Ne? Divide et impera, to je tisto, kar sem na začetku povedal, da ti secirajo stvari in pol ti ne moreš, ne? V celoti vsega tega pelati. Tako da, ja, ko mi razmišljamo drug o drugem, moramo paziti, kaj razmišljamo, kakšen svet si kreiramo. Ali si kreiramo svet, ki bo po meri časopisnega članka, Pop TV-ja, državnega zbora, politikov, politične volje, ali pa to je ena izkušnja, ki je iz ustave vzeta tisočletno znanje abstraktnih pojmov, ki so tako bogati in pomenijo takšne stvari, da se politiki ustave otepajo. Jaz sem vam že enkrat povedal, ko je bilo pred 2 leti 30. obletnica države, so naredili ustavo, lepo zlato ustavo in koliko so jih natisnili, za 300 kosov so jih natisnili. 300 kosov. Ne moreš dobiti lepega izvoda ustave, sploh nimaš kje kupiti. Skrivajo, dejansko skrivajo. In mi smo v tej vlogi žrtve kot državljani, dokler si pustimo jemati to suverenost, skrivati ustavo, skrivati naše pravice, skrivati naše možno sodelovanje pri upravljanju tudi našega življenja, ne pa da nam iz tujine preko politikov upravljajo življenje drugi in se igrajo z našim življenjem in to potem mi sami sebi še zraven poleg vsega plačujemo. Morda, ker čas teče, mi dovolite, da bi povedal, ko smo ravno pri divide et impera, bi o tej stvari malo spregovoril, a ne? A veste, to je v bistvu latinska fraza, to vsi vemo, ne? In pomeni deli in vladaj. Vsak v duši ve,
recimo v Sloveniji, ne vem, smo imeli pač najprej, ko se je Slovenija osvobodila, smo prva stvar, ki smo takoj po ustavi, pa po naši, bom rekel, ne vem koliko, a se ti kaj spomniš, koliko procentno je bilo takrat, ko smo se odločali za našo državo, 80-90% smo šli vsi na volitve, ne, vsi smo se, a ne, to je bilo krasno. Potem smo mi to ustavo sprejeli, smo bili čudoviti ljudje skupaj, to je bilo evforija, wow, nabito, ampak kaj se je zgodilo v naslednjih mesecih, takoj smo dobili leve in desne. V trenutku, poleg levih in desnih smo dobili še rdeče in črne, ja? Potem smo dobili partizane pa domobrance, potem smo dobili pa še intelektualce pa zabite, in potem smo dobili še delavce in luftarje. Potem smo dobili pa še kulturne in nekulturne, in so začeli secirati to našo družbo. To je politična strategija, pri kateri država, organizacija ali pa posameznik poskuša ohraniti oblast tako, da pridobi moč s tem, da razdeli, potem secira družbo na razne obvladljive majhne skupine, a ne. In seveda to se stori, kako se to stori, tako da vsakmu da enemu prednost, drugo prednost, ljudje se odločajo za ta glas, za on glas, za ti zakon, proti zakonu, proti tej skupini. A veste, strategija divide et impera se pogosto uporablja, smo rekli, z razdelitvijo prebivalstva. In je konkurenčna stvar. A vi veste, ko se dva v družini kregata, kaj je največji problem? Ko se dva v družini kregata, ali pa ko se dva prijatelja kregata, ali pa ko se fant in punca kregata, ali pa dva otroka, sploh nima veze, ali pa dve državi se kregata, vseeno, vzamete katerokoli kreganje, ta dva se ne kregata sama dva po sebi, ampak zmeraj je iz ozadja nekaj tretjega, ki je to povzročilo. Vedno je v ozadju tretja oseba. Naprimer, nekdo pride k tebi in ti pove o tvojemu prijatelju, ti nekaj prešepne in ti od tistega trenutka greš k prijatelju, ko si šel prijateljsko, greš k njemu prijateljsko, ampak s to naravnanostjo. In potem pride seveda do pogovora in potem se počasi začne ta bula rasti. In ta tretji je bil razlog, da se midva zdaj prepirava o eni zadevi, ker jaz nisem povedal, da je on meni povedal, jaz sem ti, ne, ampak uveljavljam tisto njegovo misel tukaj. In te misli, veste, če nimamo dobrega sita, če jih ne premislimo, presejemo, razmislimo, kaj bomo komu rekli, je zelo pomembno, da potem tisti človek, ki nekaj reče, mu je treba nazaj reči, ali si prepričan, ali imaš dokaze, ali hočeš samo škodovati. V istem trenutku tistemu, ki meni o nekomu drugemu govori, ga vprašam te 3 stvari. Takoj vidim, koliko je ura. Ali reče, vidiš, tu je dokument, tukaj je dokaz, ali reče, to se je zgodilo takrat in takrat, to je to so dejstva, ali pa reče, veš kaj, vsi drugi tako govorijo. In to je največja katastrofa, zato ker ljudje verjamemo, to je kot vera, dogma. Strategija je tako močno orodje, deli in vladaj, ampak to tako nevarno za nas, za naš obstoj, za naše zdravje, počutje, delovnost, da nekdo s teboj tako manipulira z namenom, da te nadzoruje. Lahko povem, kako so se jaz temu uspela izogniti, oziroma Prosim. kako jaz take situacije, ko si zdaj navedel, a ne, da ti Ja. nekdo pride in ti o tvojemu prijatelju negativno govori. Ja. Jaz sem ugotovila, da veliko povemo o sebi, ko o drugih govorimo. In ko mi nekdo nekaj negativnega govori o nekomu, ki ga tudi jaz poznam, pa ga ni zraven, potem se jaz osredotočam na to, kako govori, pa kaj govori o tistem, ker v bistvu govori o sebi. In to je moja izkušnja, ker sem se nič kolikokrat že prepričala, da to drži. A ne?
Zato sem jaz postala tako nekako, bi rekla, da nisem povsod o sebi govorila zaradi tega oziroma o drugih govorila, ker nisem hotela, da bi vedeli preveč o meni. Tako da sem se enostavno in potem je bil moj moto, če nočem se obremeniti, ne bom o nekomu slabo govorila, če ga ni zraven, ampak raj samo dobro. Če imam pa kaj slabega, bom pa raj povedala na 4 oči nekomu, ker se to tiče izključno njega in mene, če mene kaj moti pri njem, a ne. To je ena taka dobra varovalka, da takoj, ko nekdo govori o nekom drugem negativno, če pozitivno v redu, ampak če negativno, potem spoznavam jaz tega človeka, govorca, ne tistega, ki ga jaz tudi poznam, pa imam drugačne izkušnje z njim, ker vsak imamo, ni 2 ljudi, da bi imeli z eno in isto osebo enake izkušnje. Tako kot v družini, lahko je 10 otrok, pa vsak bo imel lastne izkušnje z materjo in očetom. Tako da tukaj so zelo take, ampak to je zelo tanek led, če si jaz pustim. Konec koncev, s tem, ko verjamem in pa ko se bojim, dajmo reči, nekih avtoritet, ne bo to v politiko ali nekaj takega, s tem jaz predajam moč svojega življenja nekomu drugemu v roke. Jaz moram biti vedno trdna. Ja, to si pa tako dobro temo. Merilo in se na svojo stran postaviti, nikoli na eno, ne na drugo, ampak vedno, to je tisti raven steber. Čim se postavim ali na eno ali na drugo stran, visim. In ne morem ravno s to končno glavo hoditi po svetu. Ja, res je. Veš, zdajle, ko si rekla, ali se to zgodi v nekem programiranju, v nenehni pridnosti, v boganju. Mi pridemo v nekem okolju, pa si bodi to politično, versko, družinsko, vseeno, vsako okolje prideš, so neka družinska pravila, širša vaška pravila, mestna pravila, cerkvena pravila. In v zvezi s tem, globalno gledano, tudi zdaj, kaj se vse okrog nas dogaja, pa vzameš vse te vojne in vse te stvari, zakaj do vsega tega pride? Zaradi tega, ker nam jemljejo tisto naš pristen mir in povezanost z Bogom. The dark cabal, herding us like sheep, is only able to maintain its power by staying invisible. The most effective way of maintaining invisibility is, and always has been, the art of dividing the masses. This psychological operation, known as divide and conquer, has been deployed for all of recorded history because it works, especially with organized religion, which is ruled by dogma rather than a personal relationship with God. Dogma is a belief doctrine dictated by a church, and if you are born into a dogmatic family, then you are raised to believe their dogma. As a result, you will see all conflicting religious dogma as evil. You will be divided and conquered. The main religions used to divide and conquer mankind are the 3 Abrahamic religions. Judaic dogma teaches the Jew that they are a member of the chosen race destined to rule over everyone else as a teacher of God's law. Islamic dogma teaches that all of mankind must somehow submit to Islam. And while there are reportedly 40,000 different denominations of Christianity, most Christian dogma teaches that Christians will live in paradise for eternity while everyone else burns in hell. Many people raised in these religions have been able to personally connect with God and liberate themselves from the device of dogma. But many others are stuck in group mind think. They conflate Holy Scripture and a priest class with God and put their faith in a doctrine written by man. It has become the most powerful form of mind control, and so whoever controls the Holy Land controls the world. In Revelation 2:9 of the King James Bible, it warns of the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan.
We are beginning to see this today with the Zionists, who say they are Jews and are not. With the help of the United Nations, the British Crown, the Vatican, the Nazis, and the Rothschild banking dynasty, the land formerly known as Palestine was conquered with bloodshed, lies, and bureaucracy. The Zionists, who claim to be secular, declared the land to be Israel, home of the Jews, and successfully thrust the once thriving Middle East back into the Middle Ages. The relatively peaceful region was soon transformed into an unending war zone. Decades of U.S. war crimes radicalized many of the Muslim population into becoming terrorists. The creation of the State of Israel in 1948 would have never been successful if it were not for the Jewish Holocaust. Even though the Palestinians had nothing to do with it, the Holocaust was effectively used as an emotional excuse for what would otherwise be an illegal land grab. And while few deny that Hitler was murdering Jews, many have pointed out that 6 million would have been logistically impossible. So why the number 6 million? For several decades preceding World War II, the Zionists repeated the mantra 6 million, referring to the death of 6 million Jews. A 6 followed by 6 zeros can also be read as 66, which can be read as 2/3. Certain radical sects of Judaism and Christianity believe that 2/3 of the Jews must perish. It appears as if the Zionists created Israel as a sacrificial altar to make this happen, repeating the lesser magic mantra of what they want to make manifest. Today we are seeing Zionists begging for genocide, calling out to kill them all, and gaslighting us into thinking there never was a Palestine, while saying we should flatten it and turn it into glass. We are seeing Christian pastors cheer for mass murder, pastors saying that Israel should make the Gaza Strip a parking lot, and several evangelical pastors who speak as if Christ will only return if we provide him the blood sacrifice taught in their extreme dogma. As Israel pushes forward, radicalized young Muslim men who have had their homes destroyed by American bombs are now spread throughout Western nations. The stage is set for the Holy War, and many are willing to murder in the name of their dogmatic beliefs. Extremists of all three religions are being used by the hidden hand to foment this war, while the Catholic Church has been making preparations for a one-world religion solution. Divided, we will be conquered, but united, we could learn to live as one, in peace. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. No, vidite, to naredi lahko dogma, to lahko naredi samo človeška misel, ki ni povezana z izvorom življenja, z izvorom resnice in z medčloveškimi odnosi. To so ljudje, ki počnejo take stvari, spore. Z majhnimi stvarmi se začne in potem to prerašča. In poglejte zdaj, ti ljudje, ta drobna skupina, ki obvladuje finance, ki obvladuje svet, kaj nam počnejo. A veste, da sem jaz danes 4 ure poslušal iz Državnega sveta poročilo? Vremenske klimatske spremembe sem poslušal in kaj nam pripravljajo. Se spomnite mogoče ene sobote nazaj, ko sem govoril, z eno tabelo sem vam pokazal 15. december, pa prekinitve prehranskih verig, pa ne vem kaj vse. Jaz tole poslušam in oni izvajajo načrt in med drugim, tako kot je bilo rečeno zdaj tukaj, vam povem, pripravljajo bombni napad na Ljubljano. Čakaj, sem dal nazaj, sem rekel, kaj, sem jaz prav slišal. Zavrtim nazaj, ker je posnetek z enega dneva nazaj, 27, zdaj smo 28, to se pravi včeraj. Ljudje božji, to, kar se grejo zdaj v državnem svetu, v državnem zboru, korporacije slovenske, ki zdaj že 2-3 leta pripravljajo te programe vremenskih klimatskih sprememb in vsega te zelene agende in agende 2030, to, kar nam pripravljajo,
dajte si malo pripraviti vode, hrane, ker ko bo, bo izgledalo, kot da je res. In ne vem, zakaj ne delajo teh vaj tako, da ne plašijo ljudstva, da ne strašijo. Oni morajo narediti preplah, ne. Jaz sem danes na Facebooku objavil, da so sprejeli zdaj tole valuto digitalno v Evropski uniji. Oni so to že kar sprejeli. V ustavi mi še niti gotovine, kao nimamo opisane, oni to tam že sprejeli. Vse hitijo. In kadar hitijo, naredijo veliko napak, ne. Moj nasvet meni in vsem vam, ne igrajmo se njihove igre. Ne nasedajmo ne novicam, kadil se bo, kot da je bomba padla, napadli bodo infrastrukturo, telekomunikacijsko, lahko da bo internet padel, telefoni padli, vse, ker to so govorili, jaz imam posnetek. To je 2 uri je o tem pogovora. In predstavitev in gospod, ki je to predstavljal z enega podjetja, ki to pripravljajo, tudi z mestno občino Ljubljana, z županom, ne. Župan namesto, da bi skrbel, da bi se mi dobro počutili, nam pripravlja bombni napad. Ljudje božji, zakaj je to potrebno? Zakaj delajo kaos, zakaj to pripravljajo? In oskrba z vodo, kaj nam hočejo z vodo dati, pa v vodo dati, pa ne vem, kaj pa se bo vse dogajalo. Ne vem, kako dolgo bo to trajalo, ne? Tega ne vem, teh podatkov nimam, ker je gospod rekel, da o podrobnostih pa zdaj ne bi govoril, zaradi tega, ker še zdaj ne sme o podrobnostih govoriti, ne. In baje, da je WHO objavil en članek, kjer je 200 akademskih znanstvenikov napisalo, da je nujno treba, ker so razmere takoj nujne, da je treba nekaj narediti, nekaj je treba narediti, zato da se te spremembe klimatske že končno nehajo. To pomeni, če hočejo prenehati s klimatsko spremembo, morajo nas v stran spraviti, ali kaj? Jaz to tako razumem. Ne, da vas strašim, samo prenesem, kar sem slišal danes, kar sem danes poslušal. Dobil sem od ene naše članice slajde, potem sem šel sam iskat in nisem mogel verjeti. In to se dogaja v Sloveniji. In celo je bilo rečeno, da je Slovenija tukaj najbolj napredna, najbolj pripravljena in tukaj eno podjetje, ki 20 podjetij po celi Evropi organizira skupaj, od tega je, od teh 20 podjetij iz cele Evrope, slovenskih podjetij 10 plus samih velikih korporacij, ki jih plačuje Evropska unija. Ogromno denarja, gospa je rekla neke cifre, oprostite, zelo veliko denarja dobijo. In mi, ki se zdaj tukaj pogovarjamo, mi nismo več ali manj v te stvari vključeni, niti ne sledimo, ker zdaj, kakor je meni znano, tudi na tem spletni strani državne uprave, kjer se to objavljajo, sploh ne gre več v medije, ko zdaj kar pričakujejo, da bomo mi zdaj vse te njihove novice tam na državni upravi brali in se s tem seznanjali in bomo zdaj postali del njih in oni bojo zdaj nas posrkali, ker bomo se združevali. In potem, ko sem gledal obraze v državnem zboru, namreč gre za eno predstavitev, ki je dolga 5 ur pa pol, druga predstavitev v državnem svetu pa dobri 2 uri. In kaj vse ti ljudje govorijo? Med drugim so tudi noter ljudje, ki so v času covida bili proti covidu in so delali zborovanja in proteste in zdaj so glavni tam noter in razlagajo, kako se bo zelena agenda delala, tako da gledajte, pokazali so svoj obraz. Zanimive stvari se v Sloveniji dogajajo, samo toliko, da vas malo opozorim, odprite oči, malo pobrskajte, malo preberite še kaj okrog, če imate možnost in čas. In to je v bistvu, kar se mene tiče nocoj, so to informacije z moje strani, no. Ne vem, kaj naj še k temu dodam. Divide et impera, naredi kaos, uvedi nov sistem, nima veze ljudi, ali bodo trpeli, ali bodo umrli zaradi cepiva, ali zaradi bombe, ali zaradi strahu, ali zaradi vode, ali zaradi pomanjkanja hrane, ker tudi to se bo zgodilo. To govorimo že 3 leta in to je bilo v načrtu in je v načrtu, ampak zdaj to zgleda, da prihaja na dan, ne. Dejansko hoče totalen finančni reset narediti
in nas vse na vrvico na ta 15-minutna mesta napraviti. Ne. Ima kdo podobno informacijo, ki jo lahko dopolni, pove kaj več, kot sem jaz povedal, še kaj zraven, bom zelo vesel, povejte mi. Kako jaz vidim razliko, ne? Pred 3 leti smo mi to govorili, oni so pa zanikali, zdaj pa oni govorijo. Bravo, jaz sem iz Avstralije dobil novico, ker je bilo rečeno, da so ljudi zapirali, ki so rekli eno stvar, da avstralsko policijo vodi kitajska policija in da z njimi sodelujejo. Potem se je pa zadeva zaključila in te ljudi, ki so zapirali, pa jim grozili, pa jih tožili, pa na sodišče, pa policijske, ne vem kaj vse, se je pa po 3 tednih pokazalo, je pa en novinar to vse odkril in se je pokazalo, da so ti vsi ljudje imeli prav, ampak so jim mazali ime, uničili življenja, odpuščali služb, vse te stvari, ki jih tudi pri nas počnejo z ljudmi, ki si upajo nekaj reči. Ne? In to, kar si ti rekel, no danes sem eno tako misel prebral nekoga, če hoče nekdo nekaj vedeti, naj si poišče enega teoretika zarote, da bo vsaj približno vedel, kaj se bo zgodilo čez en teden ali pa 14 dni. V tem smislu, ne? Ja. Ni smešno to, kar počnejo z nami, zato ker mi plačujemo, da bi nam življenje lajšali ti naši politiki, grejo se pa z nami politične igre, ki z ustavno ureditvijo Republike Slovenije nimajo nobene. Vse zakone kršijo, vse, kar počnejo, je protipravno, protizakonito in človek ne ve več, kam bi se obrnil in kaj bi naredil. Moja edina rešitev je, ker so rekli, da nas hočejo vse posrkati, vse vključiti, in na državni upravi sem prebral stavek. Zapomnite si, kaj bom rekel. Piše, tako piše, mi bomo uspešni samo toliko, kolikor bodo sodelovali ljudje. Od uporabnikov. Naš uspeh se meri na število uporabnikov. Kaj pa zdaj to pomeni? To pa zdaj pomeni, če bom jaz sodeloval, bojo oni uspešni, pa še plačan bojo dobil, jaz bom pa pod nadzorom in bom mogel bogat biti tih in delati, kar mi bodo rekli. Če pa ne, je pa izšel tudi zdaj v Evropski uniji, mislim, da celo en članek, da je Bill Gates rekel, kdor se ne bo vključil v digitalni sistem, v digitalno tole denarnico oziroma v digitalni nadzor, da bo izključen iz družbe. To so sprejeli en teden nazaj v Evropski uniji. O tem je članek napisan, ki je zelo blokiran. Jaz sem ga pod roko dobil, sem ga tudi na Facebooku objavil, sem slovenščino prevedel. Preberite si mogoče malo. Nekako lahko še šeram na Facebook, ne morem pa, ko se mi odpre, meni se tisti znak pojavi, ali hočem plačati ali to, ampak sem našel eno potko okrog, malo objavim lahko nekaj, pa kaj malo pogledam, ne morem pa več to, kar sem na Facebooku delal. Ne, tako da, ampak to meni čisto vseeno. Ampak zaradi ljudi dam gor še nekako skozi mobitelne in te stvari nekako še malo pridem skozi, pa me spet hitro zaprejo. Ampak ja, to si lepo povedal, točno to. No. Dobro, zdaj smo se nabrali. Razkrili so se sami, nismo jih mi, ampak so se oni sami. Ja, kar povej, kdo je želel? Tanja, si ti želela še? Ja, hotela sem reči, apropo teh vseh nebuloz, zame so vse to nebuloze, se vsi spomnimo, kako je bilo takrat, ko so nam grozili, da bojo v domove vdirali, pa ne vem kaj še vse, pa niso nič od tega bilo. Pa da bomo lačni, pa da bomo to. Nič se tega ni zgodilo. To je ena napihnjena globokomorska riba, ki je ranljiva, se napihne in potem samo zgleda strašna, na koncu pa tresla se gora, rodijo se miške, pravijo, ne? Nič ni tega. S temi, sploh tole, zadnje, s temi mesti, 15-minutnimi mesti, to v praksi ne morejo izvesti. Ljudje, ki delajo, hodijo v službo 20-30 km stran od doma, kako jim bojo potem preprečili, da ne bojo mogli tankati, pa nič, a ne, ker so to stran od doma. Neumnost, to je v praksi neizvedljivo. In oni bojo rekli, bomo naredili izjeme, ampak čim naredijo izjeme,
Moj mož je programer in on ve, kadar v programu naredi neko izjemo, je tam ranljiv program in se ga da skekati kadarkoli. Ali bomo pa vsi izjeme, da se bomo znajdali. Oni ne računajo, da smo mi bitja, ki smo mi ustvarjalna bitja in bomo zmeri najdeli okrog. Tako kot pešadinci so zmer rekli v vojski, najboljše je biti pešadinc. Če sediš v tanku, si tarča, če se v avionu, si tarča. Če pa tam zapoka, se pa lahko za vsak grm pa nekam skriješ. In to smo mi, vsi, mi smo pešadinci in ne bojo oni mogli s tistimi svojimi programi nas ukalupati v to. To je abota, to je norost. Samo mi, seveda, jaz sem hvaležna, da take neumnosti valijo, zato ker me silijo, da svojo glavo mislim. To je največ vreden, ja. In gotovo. Ja. To. In naj se oni tam razpočijo, naj delajo, kar hočijo, naj govorijo, kar hočijo, naj si tiskajo denar, da bojo izgledali močni pa bogati, pa naj to delajo. Hvala lepa, jaz pa svoje življenje živim. In Hvala, mimo Tanja. teh njihovih Hvala. uflari. Hvala, Tanja. Bi Blanka še ti kaj dodala k temu? Je bilo toliko povedanega nocoj, da bi težko še kaj dodala. Ja, je bilo kar nekaj, ja, zanimivih stvari se kar dogaja okrog, ja, moram reči. In, Jaz bi rekla samo to, da mene ta 3 leta učijo, ali pa se sama učim, no kakorkoli že. Mnogih stvari, ki jih do zdaj niti nisem polagala pozornosti, in predvsem to, kar je nocojšnja tema, kako se ubraniti negativnosti, jaz temu rečem. Negativnih valov ali pa frekvenc. In mislim, da mi je že kar dobro uspelo, da te stvari kar sproti mečem takole čez ramena, ne v rukzak, ampak mimo in se zavestno opozarjam, ko pride kakšna stvar, ki me pretrese, prizadene kakorkoli, da najdem protiutež ali najdem kakšno glasbo, imamo te zdaj frekvenčne, zdravilne, ali pa grem ven v naravo. Tako da mislim, da je to zdaj v vseh teh minusih od 2020 naprej, da se tudi kakšen plus najde, da se kaj naučimo, kar bi morali že davno znati, pa opazimo, kar bi morali že davno opaziti. No, to je to. Ja, hvala, srčna hvala, ne. Jaz sem danes prebiral en članek, kako od gospoda Marjana Kogla, ki je govoril, kako je že rekel, katastrofa je najlepša priložnost za korporacije imperija, nobena kriza baje ne more ostati neizkoriščena, ne. In krize naredijo vse nalašč. Zdaj, če sodeluješ v tej krizi in večina ljudje grejo kot ovce, par posameznikov, če je teh par nekaj, da se da, to se da, ne, ampak moramo biti pripravljeni oziroma biti budni, je pa seveda to velik problem mase in to imajo naštudirano psihologijo in vsega tega in vsaka ti čas, da se znaš od tega odlepiti in iti nevtralno naprej. Smo pa vsi rabili proces, ne. Meni najbolj hudo mi je za mlade, otroke, srednješolce, študente, pa ljudje v srednjih letih, ki so polni življenja v službah, ki imajo svojo delovno perspektivo ustvarjalno in da se jim zdaj to dogaja, se morajo ukvarjati, lepo prosim, s klimatskimi spremembami, zeleno agendo, z nekim sranjem tuje, ne vem kaj, ne. Veste, in ti ljudje res, ta kapitalistično plačane katastrofe, ki jih, je pa ena dobra stvar, tako kot je Tanja rekla, zbudijo nas. Jaz nikoli ne bi danes z vami se tukaj pogovarjal, o teh stvarih govoril, če se ne bi zgodila ta laž s covidom, ne, ta pomor. In jaz ne vem, kako ti ljudje se lahko kažejo v državnem zboru, ki so naredili morijo po Sloveniji, ki so ukazovali vse te ukrepe, ki so totalno proti človeku, ljudje so umirali, pa tudi ubijali so jih namerno in ti ljudje še kar naprej delajo. Nobene kazni. Koliko let so mogli to pripravljati, koliko so ljudi preprogramirali.
kakšen sistem tukaj v ozadju funkcionira. Ampak ko enkrat toliko krivcev, ki z roko v roki počnejo, veste, je v bistvu zelo težko potem ta gordijski vozel presekati, dokler se nekaj ne bo zgodilo. Dokler se res masa ne bo od samega besa zbudila in pohodila vso to hordo teh par ljudi, ki so tam z državnega zbora, z državnega sveta in z teh NVO organizacij, ki so plačane, pa z teh korporacijskih podjetij, ki pripravljajo vse to sranje družno s politiko, in to je fašizem. Čisti fašizem. Ko se korporacija in politika združi, je to fašizem.